Dobrodošli v novi epizodi Sensa podcasta. Danes je z nami magister Miran Možina, psihiater, psihoterapevt, ustanovitelj in direktor ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja. Leta 2007 je prejel zlato priznanje za razvoj psihoterapije strani Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Je avtor knjige Mozart človeške komunikacije, biografije znanega psihoterapevta in psihiatra Miltona Eriksona in še marsikaj. Miran, hvala za prijazen odziv na vabilo. Hvala za vabilo. Naj vas najprej vprašam, od kje ideja oziroma kje se je rodila ta želja za poklic oziroma poklic ste tako psihiater kot psihoterapevt. Jaz sem že večkrat slišala, da se za takšne poklice odločijo ljudje, vsaj na nezavedni ravni, ki hrepenijo po razumevanju odnosov, iz katerih prihajajo, se pravi, svoje primarne družine. Kako blizu vam je mogoče ta misel? Sigurno, da en del motivacije se napaja iz te izkušnje otroške in pa tega, kar sem doživel pred odločitvijo za študij medicine. Močen vlek je bil tudi v to bolj umetniško smer, glasba predvsem, ampak potem je prevladala ta odločitev za medicino. Gotovo je ena spodbuda bila, da je imel oče, zdravnik, kirurg, zelo predan svojemu delu. Tu, kar se predanosti tiče, se mi zdi, da sem šel po njegovih sledeh. Kar se tiče pa čustvenih vzgibov, je bilo pa tako, da kot edinec v družini, to, kar sem tudi opisal v enem intervjuju že pred leti, da sem se čutil večkrat tako osamljen. Čustveno tudi premalo, mogoče uglašen, zrcaljen strani staršev. In to hrepenjenje po neki večji želji, po neki večji povezanosti, bližini, je zelo ostalo. Čemu je to prispevalo, da so bili starši tako čustveno zadržani? Po očetovi strani gotovo to, da je bil precej travmatiziran, rojen med prvo svetovno vojno, potem v drugi svetovni vojni kot partizanski zdravnik doživel veliko hudega. Vendar o tem ni nič govoril, zaprl se je v molk in cena za ta molk je bila tudi, da se je bilo z njim težko čustveno povezati. Na drugi strani pa mama, ki je imela nekako, to je bila generacija, ki je imela zapoved tisto, kar te teži v čustvenem smislu, tisto, kjer si krhek, ranljiv, zadrži zase. Tega se ne deli. To je gotovo bi tudi, kot so rekel, kulturni vpliv, ko se pogovarjam z ljudmi moje starosti, kako so jih starši vzgajali, vedno znova naletim na podobno držo. Tako da to je bil gotovo zelo tudi pomemben vzgib za odločitev. Najprej za medicino, potem pa znotraj tega je bila edina pot, ki je vodila do psihoterapije, ki mi je že tam okoli leta 80 postala zelo zanimiva, da je bilo potem jasno psihiatrija in potem nekako znotraj tega priti do psihoterapevtskega poklica. Bova šla še kasneje malo na te teme travm, ki ste jih zdaj že malo odprli. Prvo bi vas vprašala malo glede aktualnega dogajanja, ki se trenutno dogaja v Sloveniji. Predvsem me zanima, kako komentirate, kar se trenutno dogaja na ljubljanski kliniki v povezavi s tem, kar so naši kolegi iz portala N1 so naredili tako malo bolj poglobljeno raziskovalno novinarsko delo, odkrili ogromno nekih zlorab, nasilja, ki se dogaja s strani zaposlenih, vodstvo seveda to nekako zanika, pa me zanima vaše mnenje o tem, kar se dogaja. Ja. Na splošno je v slovenskem zdravstvu velika tema kontrola kvalitete storitev, ne samo psihiatriji, na splošno. Dobrega sistema, tako internega kot tudi zunanjega, žal nimamo in tem tudi močno zaostajamo za nekaterimi drugimi evropskimi državami. Še posebno psihiatrija vedno dela s situacijami z ljudmi, ki so lahko seveda tudi nasilni zaradi svojih
duševnih stisk in težav. In pooblastila, ki jih ima psihiatrija za obvladovanje takih ljudi, so seveda velika in tu je vedno bil in bo spolzek teren. Tako da ta zadnja afera kaže na to, da so zgledati nadzor nad kvaliteto storitev, da ni bil dovolj dober. In je pa v slovenski medicini zelo težko ljudem, ki doživijo razne napake in pomanjkljivo obravnavo v zdravstvu, potem priti do nekega tudi zadoščenja, popravila. Predvsem pa sistemsko ni urejeno to, da bi se iz napak in pomanjkljivosti učili in stalno izboljševali naš sistem. Zdaj, te zlorabe medicinske moči so se že od nekdaj dogajale, ne? Tudi v vaši knjigi Mozart človeške komunikacije je en del, ki opisuje, kakšne razmere so bile v tistem času, ko je Erikson deloval, to je bilo okrog druge svetovne vojne, ne? Takrat je bilo v bistvu razmere v psihiatričnih bolnišnicah v Ameriki so bile podobne kot v koncentracijskih taboriščih, ne? Saj tako je opisano, tudi ogromno jih je umrlo na dan. Tako da to je že od nekdaj bil velik problem, ne? Tudi v Sloveniji in v številnih inštitucijah psihiatričnih v Evropi je druga svetovna vojna pokazala svoj strašen obraz. Recimo, če berete spomine našega psihiatra Leva Milčinskega, ki je leta 41, 14 dni pred začetkom vojne v Jugoslaviji nastopil svoje delo v psihiatrični bolnici v Ljubljani. On opisuje, ne, da je bila raven oskrbe na relativno nizki ravni in tisto, kar je bila neka osnovna oskrba, je bila predvsem hrana in pa streha nad glavo. Druge stvari so pa zelo manjkale. No, in med drugo svetovno vojno je pa še glede hrane in strehe nad glavo postalo kritično, tako da so nemški okupatorji sredi potem vojne v 2 dneh preselili iz enih prostorov v druge prostore. Nalezljive bolezni, tuberkuloza in druge so pobirale velik davek in ljudje so umirali zaradi podhranjenosti, zaradi slabe odpornosti. Tako da Milčinski govori tudi, da je pri nas prišlo do neke take pasivne evtanazije, ne, torej neaktivne, da bi tako kot so v Nemčiji 100.000 ljudi eliminirali, ne, teh, ki so imeli hude duševne bolezni. Pri nas ne tako, ampak potem pa posredno, ne, zaradi teh težkih razmer. Zdaj jaz menim, da recimo to delo z ranljivimi skupinami, kakor seveda bolniki so, je zelo tako na meji, ne. Eno je tisto, da delaš to iz sočutja, iz neke pomoči, na nezavedni ravni imajo pa, če delaš s takimi ljudmi, imaš zelo lahek dostop tudi do žrtev, ne. Zelo lahko se znašati nad šibkejšimi, to vemo, da se dogaja pri duhovniškem poklicu, lahko pri učiteljskem, jaz tega veliko vidim zdaj v novodobni duhovnosti, a ne, ko se nekdo za nekega guruja da v vlogo, da je velike možnosti so za zlorabe, verjetno tudi v delu s starejšimi. Zanima me, če se vam zdi, da se to tudi v psihiatriji lahko dogaja, se pravi, da nekdo svoje frustracije znaša nad šibkejšimi, nek svoj gnev, ki bi ga mogel mogoče izraziti po hierarhiji navzgor, mogoče do staršev, mogoče do nekih svojih avtoritet, pa ker bi to ogrožalo njegove odnose, njegove pozicije, potem to nezavedno izraža do šibkejših in seveda recimo neki bolniki, ki so nemočni, ki so ranljivi, so zelo lahke žrtve, ne, tako da te, ki delajo z ljudmi, tudi če so to neki tehniki, je verjetno zelo pomembno, da se bi izobrazili v tej smeri oziroma da so usposobljeni, da ne pride do tega. Tako je, ja. Ko sem sam nastopil službo recimo v psihiatrični bolnici, smo imeli primer, ko je zdravstveni tehnik posilil eno od pacientk. In ta
nevarnost, da nekdo iz nekih svojih nepredelanih čustvenih vzgibov izkoristi situacijo in se nekako znese nad šibkejšim, to je zelo, zelo vedno obstaja ta možnost. Bi pa tukaj opozoril še na ta sloviti Zimbardov eksperiment, kjer so v Ameriki, a ne v neki univerzitetni inštituciji, dali 2 vloge, pobrali so ljudi, prostovoljce med običajnimi ljudmi s ceste, tako rekoč, in so jim razdelili 2 vlogi. Ena vloga je bila pazniki v zaporu, drugi kot da so zaporniki. Po nekaj dneh so morali ta eksperiment prekiniti, ker je vse bolj se stopnjevalo to nasilno vedenje paznikov, v narekovajih, do jetnikov. Torej, ni samo notranji vzgib tisti razne čustveni problemi, ki napajajo lahko neustrezno odzivanje, agresivno in izkoriščevalsko do manj močnih, ampak socialna vloga. Torej, ljudje smo pokvarljiva bitja, bi lahko rekel, tudi glede na okoliščine, v kateri smo. Tudi ko gledam, ta teden sem pogledal recimo tudi znova te posnetke iz Ukrajine, kjer je naš reporter šel na samo bojno črto v vzhodni Ukrajini. In te intervjuji z vojaki so bili res pretresljivi, z ukrajinskimi vojaki, seveda tudi civilisti. Vidiš, kako v teh okoliščinah študentje, delavci, miroljubni ljudje, intelektualci, ki bi v miroljubnih razmerah živeli, bi rekel, nenasilno, so v teh razmerah strašno, strašno bojeviti postali. In to je to. Človek, mi imamo v sebi te programe za napad, za boj, in če nas daš v eno situacijo, kjer se počutimo ogrožene, tam potem se začne zlahka stopnjevanje nasilja. Zdaj, težave teh afer, ki jih zdaj omenjava, je pa tudi ta, da potem se mogoče ljudje bojijo poiskati pomoč v stiski, tako da mogoče na tem mestu poudarva, kako pomembno je vseeno poiskati pomoč, ko jo potrebuješ. Tako je. Nasilje poniža, najbolj poniža seksualno nasilje, recimo posilstva. Tako da žrtev, ki naj bi izpovedala to travmo, se mora nujno srečati z globokim občutkom sramu. In sram pomeni, da že predvidevam neko odklonilno reakcijo in zapustitev od tistega drugega, ki bi izvedel za to mojo izkušnjo. Tako da sram je zelo, zelo močno socialno čustvo, ki ga napaja strah pred tem, da bom ostal sam, da me ne bo nihče več spoštoval. Ko bodo izvedeli, kaj sem doživel, kako sem bila ponižana ali ponižan, ne bo nobeden več me cenil, nobeden več niti gledati me ne bo več mogel. Tako da to je ogromna prepreka, ki jo mora vsaka nekako premagati, da potem pride do tega, da se izpove, da bi to prepreko zmogel preseči, rabi človek, tak je bil zlorabljen, veliko podpore in sočutja, da potem začne zaupati, da kljub temu, da je to povedal, bo še vedno sprejet, upoštevan, spoštovan, ljubljen. Zdaj, za psihiatre vemo, da se v glavnem ukvarjajo z dajanjem diagnoz, zdravljenjem z zdravili. Zanima me, koliko pa se psihiatri ukvarjajo z vplivom travm, z vplivom okolja, odnosov na razvoj duševnih bolezni, ali je to potem bolj ločena domena, s katero se psihoterapevti ukvarjate? Kako je s tem? Tako, ja, psihotravmatologija je v zadnjih 25 letih doživela velik razvoj, v veliki meri tudi zaradi razvoja nevroznanosti, ki je pokazal, do kakšnih sprememb pride v možganih že lahko po enem travmatičnem dogodku. Recimo zame so bili zelo pretresljivi posnetki fMRI
možgan žensk, ki so bile enkrat posiljene. Lahko so posledice, ki so trajne, prav strukturne spremembe v možganih, ki trajno spremenijo čutenja take ženske. Jaz mislim, da danes v Sloveniji močno zaostajamo za drugimi državami Evrope, ki so naredile pomembne korake na področju psihotravmatologije. Če pogledam recimo Nemčijo, se je v zadnjih 15 letih zelo pomnožilo število prav klinik in oddelkov, ki se ukvarjajo samo z zdravljenjem travmatiziranih ljudi. Pokazalo se je, da številne duševne motnje, ki jih do zdaj nismo tako povezovali s travmo nujno, kot so depresije, hude anksiozne motnje, motnje hranjenja, da imajo zelo pogosto travmatsko ozadje. Tako da, kar je v slovenski psihiatriji zdaj zaskrbljujoče je, da se relativno majhno število psihiatrov res ukvarja s psihoterapijo in z načini zdravljenja travme in ostajajo ljudje v glavnem na tem, da dobijo neka zdravila. In niti ne povežejo tega z nekaterimi težkimi spomini, ki jih bremenijo. Tako da ja, psihoterapevti imamo v Sloveniji tisto pomembno nalogo, da poskušamo vsaj malo zapolniti to praznino, ki vlada, kar se tiče dobre obravnave, kvalitetne obravnave psihotravmatične problematike v zdravstvenem sistemu. Kaj pa bi bilo treba še urediti glede psihoterapije v Sloveniji? Pravkar poteka spet precej se govori o tem. Pred 2 dnevi smo imeli sestanek nove delovne skupine za pripravo zakona o psihoterapiji, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje. Tam se je znova pokazala velika polarizacija med psihiatri in kliničnimi psihologi na eni strani, ki trenutno obvladujejo, kar se tiče vpliva na Ministrstvo za zdravje, sedijo po vseh pomembnih strokovnih telesih, tako imenovanih razširjenih strokovnih kolegijih, ki odločajo o ključnih zadevah na področju psihiatrije in klinične psihologije v Sloveniji. Oni so proti temu, da bi psihoterapijo regulirali kot samostojen poklic, ki bi ga lahko psihoterapevti opravljali ne samo v zdravstvu, ampak tudi na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, pravosodja, notranjih zadev, športa, turizma in še kje v gospodarstvu. Tako da je žal nekako slovenski psihiatri in klinični psihologi, ki so zgodovinsko veliko naredili za razvoj psihoterapije v 60 letih in od takrat prejšnjega stoletja do danes, ne vidijo, da je pravzaprav predvsem v zadnjih 20 letih razvoj šel naprej in da vkolikor bo še naprej v Sloveniji samo psihiatrija in klinična psihologija skrbela za psihoterapijo, bo kot neka pastorka psihoterapija v rokah mačehe, ki ni prav zelo naklonjena tej psihoterapiji. Tako da skrajni čas je, da psihoterapijo dobijo v roke poklicni psihoterapevti, psihiatri in klinični psihologi seveda lahko še naprej, tisti, ki hočejo, se izobražujejo iz tega, delajo tudi psihoterapijo, ampak ne samo oni. Kako pa gledate na porast ločitev, nekvalitetnih partnerskih odnosov, tudi samskosti, ne nazadnje? Zdi se, da smo v zadnjih 50 letih oziroma od vojne naprej doživeli veliki razvoj tehnologije. Ko pa gledaš odnose, se mi pa zdi, da se nismo tako niti slučajno sorazmerno razvili. Res je, da tehnološki razvoj gre dosti hitreje od razvoja kvalitete čustvovanja v odnosih in teh socialnih kompetenc.
Precej popularen je ta pojem čustvene in socialne inteligence, ne, ta nekako zaostaja. Med pari v Sloveniji še vedno nekako opažam tisto, kar sem v enem intervjuju pred več kot 20 leti za prilogo Ono izrekel, da v Sloveniji večina parov kar dobro funkcionira, doživlja pa relativno malo zadovoljstva in sreče. No, taki pari vedno znova potrkajo tudi na vrata moje ordinacije, kjer ugotavljamo, ne, da ob skrbi za otroke, ob skrbi za kariero, ostaja pravzaprav relativno malo časa za to, da bi vlagali v odnos. In da je zato res potrebna tudi ena zavestna odločitev in razvijanje veščin, recimo od pogovarjanja, pa tudi kar se spolnega življenja tiče, ne, da kljub tej tako imenovani spolni revoluciji in osveščenosti smo še precej nerodni tudi na tem področju. Zdaj, glede na to, da so v porastu depresivne motnje, anksiozne motnje, bi lahko to povezali s tem našim pomanjkanjem veščin, kako si urediti medosebne odnose, v katerih smo kronično nesrečni, nezadovoljni. Bi lahko povezali, da je to povezano s tem povečanim, se pravi, porastom depresij, anksioznosti? Jaz mislim, da glavni dejavnik, ki prispeva k temu velikemu porastu depresivnih in anksioznih težav sodobnega človeka, izhaja iz tega sodobnega načina življenja, ki je postal zelo hiter in zahteva hitro menjavanje tistega, kar je v fokusu naše pozornosti. Ta razpršenost in ta naglica, neko stalno poganjanje za vlakom, ki nas vedno malček prehiteva in lovimo in ga ne ulovimo, je tisto, kar se mi zdi aktivira en sistem, ki ga imamo vgrajenega v naše telo, v naš živčni sistem. To je sistem za prepoznavanje ogroženosti. To ni več tista ogroženost, da se bojiš, da ko boš šel recimo na Dunajsko cesto, da te bo lev napadel, ampak je nek stalen pritisk, ki mu nismo dorasli. Vse, kar naredimo, kar nam uspe, je še vedno premalo. Ostane še vedno še to, še to, še to. In tudi ta sodoben način življenja, kjer je podaljšan zelo dan, ne, z električno svetlobo in tako naprej, krajša tudi čas za ta nočni počitek in še bi lahko našteval. Jaz mislim, da je to glavni izvor tega, da se potem preko tega sistema za prepoznavanje ogroženosti aktivira stresna os in smo potem v nekem kroničnem stresu in tako nastane začaran krog. Ob tem bi pa rekel, da seveda pričakujemo potem zelo, zelo veliko od teh bližnjih, partnerskih, ljubezenskih odnosov, kakor da bomo tam pa zdaj na nek magičen način se revitalizirali, uravnovesili, izpolnili. In vidim, ne, da so ta pričakovanja previsoka potem in še to prispeva k novim frustracijam. En glavnih problemov parov, s katerimi se srečujem, je, da imajo prevelika pričakovanja, kaj bi morali dobiti od svojega partnerja ali pa partnerke. Pa se je glih ta način življenja, ki ste ga opisali, ki je tako plitek in hiter, seveda so potem tudi odnosi plitki in hitri, premalo časa jim namenjamo, ne? Tako, rad ponavljam tisto posrečen naslov zbirke kratkih zgodb Mihe Macinija, pisatelja. Polni urniki, prazni dnevi. Ja. Hitreje kot živimo, manj doživljamo. Zdaj, če se tle naveževa še na zdravila, recimo meni potem mogoče, da ločimo uporabo in zlorabo zdravil, recimo antidepresivi, pomirjevala ti ne bodo uredila tvojih odnosov, ne bojo uredili
ne vem, tvoje okolice, tvojega načina, kako izražaš čustva. In kaj se zgodi, če človek recimo se samo zanaša na zdravila in potem je to in ne gre urejati ničesar v svojem življenju, ne gre kopati dlje, kaj je v ozadju. Ja, pomirjevala, antidepresivi, tudi antipsihotiki in stabilizatorji razpoloženja, to so te štiri skupine psihiatričnih zdravil, so simptomatska, tako imenovana zdravila, ne dosežejo vzrokov ali pa vzročnih dejavnikov. To je blaženje, začasno. Imajo pa ta zdravila, recimo za pomirjevala, zdaj že zelo vemo, da so zelo zasvojljiva, postane človek hitro zasvojen z njimi. Zdaj tudi nove študije, tako imenovane metaanalize o antidepresivih kažejo tudi precej temnejšo podobo o učinku antidepresivov, kot jo predstavlja farmacevtska industrija. Za antipsihotike vemo, da so to izjemno močna zdravila, ki jih ne moreš jemati, brez da bi te precej upočasnila in da je to tudi zelo zahtevna oblika zdravil. Zdaj so zelo popularni še stabilizatorji razpoloženja ob vseh tej poplavi. Zdaj imamo novo modno diagnozo ADHD. Ta diagnoza je tako nespecifična, tako široka, da se lahko z njo identificira ogromno število ljudi. Tako da ja, zatem seveda pa obstaja preplet, kot sva že ugotovila, raznih dejavnikov, od bioloških, psiholoških in socialnih. Ta biopsihosocialni model je tisti, ki je priznan danes kot tisti, s katerim lahko najbolj razložimo te stvari. In tu bi spet opozoril, da zgolj to gledanje vase, recimo v pretekle izkušnje, je zelo pomembno, tudi kot sva pregovorila o travmatičnih izkušnjah iz preteklosti. Vendar danes za razreševanje številnih duševnih težav in motenj je potrebno tudi nekaj spremeniti v načinu življenja, v odnosih, in to je zelo težko. Recimo, če vzameva ljudi, kot sva prej govorila, ki so pod izjemnimi pritiski v službah in seveda tudi v privatnem življenju. Tako da to je danes postala velika tema, da smo ustvarili družbene razmere, ki so na nek način toksične, in lahko razumemo tudi to poplavo anksioznih, depresivnih težav kot zdrav odgovor na te razmere. Še kakšno besedo, ko ste rekli, da se zdaj odpirajo malo bolj temne plati antidepresivov, v kakšnem smislu? Torej, za antidepresive še že ve, da po tej veliki recimo euforiji, ko je prišel tako imenovani Prozac, ki je bil povezan z tem serotoninskim sistemom, tako imenovana serotoninska hipoteza, da če je v naših možganih na teh sinapsah več serotonina, potem je manj depresije, se je pokazalo, da ni tako enoznačno in da je recimo povečalo stopnjo samomorilnosti pri mladih. Ampak ni samo to. Človek, če hoče res trajno nekaj spremeniti, mora spremeniti navade. Mora priti do zelo številnih ponovitev nekih drugačnih izkušenj, da bi potem to tudi v možganih ostalo kot neka strukturna sprememba. Nevroznanstveniki pravijo, da moramo okoli tisočkrat ponoviti nekaj, da se nam to usidra, da postane tako nam res domače. Tako da to je tam, kjer zmanjka danes, tako na strani tistih, ki pomagajo recimo v zdravstvenem sistemu. Splošni zdravniki so še vedno pri nas, družinski zdravniki, tisti, ki so na prvi frontni črti, če tako rečem. Ljudje najprej njih poiščejo, če koga sploh zaradi duševnih težav.
Predtem se ljudje že itak pozanimajo pri prijateljih, znancih, kolegi v službi in tako, in lahko pridejo do zdravil že sami, tudi pogooglajo, in potem pa še ta relativno veliko pomanjkanje časa za pogovore v našem zdravstvu prispeva, da potem ljudje jemljejo ta zdravila tudi brez pravih indikacij. To je tisto, kar je zdaj nevarno postalo, torej, da ljudje pričakujejo skoraj za vsako težavo, da bo pomagala tableta. Jaz pravim, da imamo zdaj novo božanstvo, tableto. In to je tisto, kar je nevarno. To se pravi, da jo jemlješ na neprav način, lahko tudi predolgo in brez tega, da bi res našel odgovore, kaj je v mojem življenjski situaciji, pri meni, v mojih odnosih, v moji preteklosti, tudi v tem, kako gledam na prihodnost. Vse te dimenzije jih ne dovolj raziščem in tako se potem tudi antidepresivi nekako lahko postanejo nekaj, od česar se zelo težko tudi odvadim. Zdaj nimam sicer podatka, statistike, koliko je v Sloveniji, verjetno je kar visoka številka predpisovanja antidepresivom, se vam zdi previsoka, se vam zdi, da bi lahko to reševali tudi še na kakšne druge načine, recimo z vključitvijo psihoterapije? Ja, glejte, epidemiološke študije, ki so zelo kvalitetne iz številnih držav, recimo iz ZDA, so tam že okoli leta 2005 so prišle ven te statistike, da če vzameva, da je 20% populacije ima te anksiozno-depresivne težave, prevalenca, da od teh 20% je 19% takih, ki bi jim lahko rekel, da so lažje ali pa srednje težke depresivno-anksiozne težave, kjer bi morala biti glavna oblika pomoči svetovanje, psihoterapija, pa razne oblike tudi samopomoči. Torej, tisto, kar je problem, je, da se je ta diagnoza se prelahko daje, tudi zdravniki jo prelahko dajo, prehitro, in ljudje sami tudi se samodiagnosticirajo prehitro, jaz imam pa depresijo, anksiozno težavo, ali pa zdaj smo tudi prej rekli ADHD, in potem seveda surfajo in najdejo, antidepresiv ta, on in tako. Tako da to se mi zdi zdaj velika težava, da je indikacijsko področje, kot pravimo, se preveč razširilo. Antidepresivi so v mnogih, in vsa ta zdravila, primerih izjemno koristni, predstavljajo velik napredek tudi v razvoju medicine. Ampak problem je ta pretirano predpisovanje in samo odločanje, samo predpisovanje ljudi za ta sicer zelo močna zdravila. Zdaj, depresija je tudi vseeno neko naravno stanje človeka, občasno. Tako je. Mi smo imeli še v diagnostičnem sistemu duševnih motenj pred temi zadnjimi verzijami, ki so zdaj v veljavi, diagnozo, recimo reaktivna depresija. To pomeni žalovanje, recimo, da nekdo, ki je izgubil bližnjega, je potem lahko za nekaj mesecev postal precej potrt, manj učinkovit, ni mu bilo do družbe, ponoči je slabše spal, manjši apetit, začel je shujšati ali pa obratno, preveč jesti in tako. To spada v ta repertoar običajnih življenjskih stisk. Zdaj je vse to postalo depresija in to ni dobro. Tudi če gledate zgodovino naše kulture, ena od besed, ki se največkrat pojavlja v starih spisih, je melanholija. Melanholija je bila beseda, ki je označevala to, kar sem prej kot depresivne simptome naštel, do začetka 20. stoletja. Tam se je potem psihiatrizirala ta žalost, če tako rečem, v depresijo. Ker ravno konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja so v psihiatriji nastali ta močna prizadevanja,
da bi nekako bolje uredili, zakaj se gre pri teh različnih oblikah duševnega trpljenja. Začele so nastajati glavne kategorije, ki so jih že imenovala psihoza, depresija, osebnostne motnje in tako naprej. Tako da melanholija je nekaj, kar je tako vtkano v našo dušo, v našo kulturo. Torej vse to, kar povezujemo z nekim pogrešanjem, hrepenenjem, iz tega, česar se napaja tudi veliko umetnosti in drugih vrhunskih dosežkov naše kulture na vseh področjih, ne. To melanholijo so že stari Grki pojmovali ne samo kot breme, kot bolezen, ampak tudi kot darilo. Da to v človeku ustvarja tisto potreben nemir tudi in motivacijo, da da nekaj več od sebe, da bi vseeno osmislil svoje življenje in ga izpolnil. Ja, to se strinjam. Tudi že naša revija ne bi nas jo črpamo iz lastnih stisk, da nas te teme zanimajo, a ne. Bi šla mogoče zdaj še na temo, ko sva že na začetku nakazala, travme. Omenili ste, da je vaš oče preživel obe vojne. Zanima me, kako ste občutili, da je to vplivalo na vas kot potomca, ta bremena preteklosti vašega očeta? Torej že ko v najstniških letih se je začelo kazati, predvsem v odnosu z mamo, da sva iz nekega takega bolj harmoničnega odnosa, ki je bil v prvih 10 letih življenja, kjer sem bil njen sonček, kot je bilo večkrat rečeno, da sem postal bolj jezni mladostnik, uporniški mladostnik. Oče se v teh situacijah, teh konfliktov z mamo, večinoma se je umikal, včasih je pa potem vzrojil. Tako da to je bila ta pubertetniška že znaki, a ne, da je v meni nekaj, kar je precej silovito lahko. Potem recimo take težave, že kot študent medicine, recimo, da sem, ko naj bi zelo študiral čez vikend, sem imel vse možnosti, nekako nisem bil toliko učinkovit, kar neka praznina se me je lotevala, tako da sem potem večkrat imel tudi take napade, kot danes pravimo bulimije, ne, ker neustavljivo nekaj sem mogel jesti, dokler mi ni bilo slabo. Potem tudi v teh ljubezenskih poskusih, ki sem jih imel kot najstnik, kot študent, nisem nekako mogel vztrajati, a ne, bilo so ena razočaranja za drugim. Tako da sem potem začel iskati tudi in brati to psihoterapevtsko literaturo, se odločil tudi potem, ko sem bil v vojaški suknji še, za bolj redno obiskovanje psihoterapevta. Moj prvi tak bolj reden srečevanje je bil psihoanalitsko. Potem sem probal še zelo veliko raznih oblik psihoterapije, še zdaj pred zadnjo rundo, 3-letno sem naredil pred kakšnimi 3 leti. In tako da počasi sem luščil vse te stvari, ki so del moje rane, če tako rečem, moje ranljivosti, krhkosti. Še posebno pa močna je bila izkušnja, ko smo delali tako imenovano rekonstrukcijo družine. To sem večkrat doživel, to je 5-dnevna metoda, kjer za 3-4 generacije nazaj pogledaš zgodovino in vidiš, kaj se je tako kot prenašalo, tudi kot transgeneracijski prenos travme. Tam sem potem zelo, zelo močno in čustveno podoživel te glavne rane svojih prednikov. Od Simona Gregorčiča, ki je zelo dobro dokumentirano življenje njegove, je bil moj praprastric in je zelo vplival na mojega deda po očetovi strani, je poročil tudi mojega dedka in babico. Potem sem videl, kaj je to veliko tragedijo starega očeta po očetovi strani, ki je bil
žrtev tako avstro-ogrskega nasilja, kot tudi potem fašističnega po prvi svetovni vojni in tako naprej. Potem se to, kar je bilo med drugo svetovno vojno pri nas, tudi za zmagovalce, je mnogi zmagovalci, to je v vojni pravzaprav ni ne zmagovalcev in poražencev, kar se travm tiče, ne, vsi so travmatizirani, bolj ali manj. Tudi po vojni časi so prispevali k temu vzdušju neke ogroženosti, ne, to je bila sicer malo mehkejša varianta, kakor v kakšni Sovjetski zvezi ali kakšnih drugih deželah, ampak totalitarističnih, ampak tudi pri nas ni bilo z rožicami poslano vsem, ki so bili drugačni, ki niso se vključili v to. Tako da vse to sem počasi ne samo domislil, ampak tudi začutil, prečutil, kot pravimo, ne, in našel večji mir v svoji duši in neko spravo z tem tudi svojim krhkim delom, ki ga bom seveda odnesel v grob. Kajti to je nepopravljivo na nek način, s tem je treba živeti, se sprijazniti in negovati ta del in tudi najti ljudi, ki so podobno pot ozaveščanja in prečutenja šli skozi, ker potem tudi oni to razumejo in dajo tisto oporo in razumevanje, ki ga vsi skozi rabimo, ker smo veliko bolj krhki, kot si ponavadi mislimo. Ampak tega vpogleda v preteklost, v prednike večina ljudi nima, ker kot smo že čisto na začetku govorila, vsi nekako izhajamo iz generacij, ko se ni govorilo o težkih stvareh, ko se je enostavno vse potlačilo, kar je spet razumljivo, ker ljudje niso imeli kapacitete, da bi se spoprijeli z vsemi težkimi čustvi, ki so se dogajala. Mene sicer zelo žalosti, ko slišim, ko nekdo reče, da sploh ne ve, kdo je bil njegov dedek ali pa babica, kaj šele, da bi vedel, kaj vse so doživljali. Vi ste tudi enkrat omenjali, da je v bistvu prav molk ta, ki omogoči prenos medgeneracijske travme. Kak nasvet imate zdaj? Stvari grejo naprej, znanost gre naprej, epigenetika. Zdaj vemo, koliko je pomembno te stvari vedeti. Res je. Epigenetika je zdaj tudi za znanstvenike, ki so orientirani biološko, pokazala, kako se pravzaprav lahko zgodi ta zapis in da ne gre za mutacije, kot je klasična genetika razlagala vpliv genov, ampak gre za te epigenetske mehanizme, ki so seveda še zelo skrivnostni, zelo kompleksni, ampak vemo pa, da tukaj v tem grmu tiči zajec tega, da lahko že se prenaša neka travma iz ene generacije v naslednjo. Jaz mislim, da je čas, ko živimo v miru, dosti težji, kot si mislimo, kar se tiče razvijanja kvalitete življenja. Kvaliteta življenja pomeni v veliki meri to, da se človek bolje spozna in da seveda tudi tiste senčne plati. To je zahtevno delo, to je celoživljenjski projekt, lahko bi mu rekli refleksivni projekt jaza, ne, da vztrajaš na tej poti stalnega zrenja tudi vase, stalnega kontemplacije, tudi meditacije. Da je to ta skrb zase, kultura življenja, umetnost življenja. Neka odločitev mora biti za tem, da greš po tej poti. To ni samo kratkotrajen juriš na neko zdaj trenutno stisko, ki jo imam. Ne. To je nekaj, kjer so te večje stiske lahko samo še dodatno motivirajo, da veš, da moraš tudi v obdobjih, ko ne tako trpiš, kot je bolje, že se pripravljati na tisto kar te čaka še zahtevno. Najzahtevnejše, kar čaka ljudi že na obzorju, ljudi moje starosti, je vprašanje umiranja in smrti. In jaz sem med tistimi, ki že dolgo spoštuje to grško, recimo, navodilo ali pa priporočilo
pripravljaj se na smrt vsak dan. To zveni mogoče tako zelo čudno za čas, v katerem je užitek in hedonizem tako slavljen, ampak jaz lahko rečem, da tak način življenja, ko se vsak dan malo spomniš, da si končen, da lahko pomaga, ne, da si bolj živ v sedanjem trenutku. Spravi, če dava primer očeta, ki iskreno pove, govori o tem, kaj je doživljal, strah, grozo, pove zgodbe in primerjava to z očetom, ki pa je potlačil vse te stvari nekam globoko vase, se o tem ne pogovarja. Kakšna je razlika med njima, med njunima družinama, med otroci, ki odraščajo? Torej, z raziskave, ki sem jih bral že dolgo nazaj o tem, recimo temu zdrave, med zdravimi družinami in pa družinami, ki so malo, lahko tudi bi rekel, manj funkcionalne, me je presenetilo to, da v zdravih družinah se ne pogovarjajo kaj veliko o čustvih, o doživljanju. Pravzaprav jim je dano nekaj neverjetnega, da živijo, da jim življenje teče, da se lahko zelo zanesejo na spontanost. Kadar pa se v teh družinah kaj zakomplicira, se pa zelo znajo ustaviti in povedati in prisluhniti. Tako da, recimo, če so tudi otroci, pa naj bodo manjši še, ali mlajši ali starejši, so del zdaj tega kroga in povejo. In zdaj starši, če se otroci recimo glede česa pritožujejo, ni nujno, da potem takoj skočijo in ugodijo otrokom, ampak ključno je, da imajo otroci občutek, da so slišani in začuteni. In potem pač spet se taka družina prepusti in živi spontano naprej. Jaz nisem iz take družine in tudi nisem sam si ustvaril take družine, da bi tako spontano teklo. Spadam v tisti drugi razred, če rečem pa vlak prvi razred, pa drugi razred. Mi pa moramo dosti večkrat pomisliti, kje je sklopka, kje je bremza, kje je vzvratno ogledalo, kje je ročna zavora, če dam tako primerjavo z vožnjo. Najbrž se spomnite, če vozite, kako ste se začeli učiti vožnje, da je že imeti nekako pregled, kje je kaj od naštetih stvari v avtu, da je potreben nek čas, potem pa prideš v križišče, kjer nastane neka mal nepričakovana situacija in potem popolnoma odpoveš, več ne veš, nekje je bremza, nekje je volan in inštruktor potem zategne ročno zavoro, tako da se avto v trenutku ustavi. No, ta primerjava mi je všeč, da kar se mene tiče, lahko določene dele vožnje že prepustim, te življenjske vožnje, ampak vedno znova se pa zgodijo pol stvari, kjer se moram spet spomniti, kaj je kje in znova premisliti, znova sestaviti sliko tega, kaj se mi dogaja, kako to, da so prišli zdaj neki občutki, tudi neprijetni in tako. Ja, tudi če vemo, kako pomembno je govoriti o težkih stvareh, se potem, se odločimo, no, zdaj bomo pa govorili, se posedemo okrog, ne, ampak mi imamo vse tako močno to zakoreninjeno v svojemu živčnemu sistemu, da to ni dobro, to je nevarno, ne moreš se ti kar usedeti pa govoriti o težkih stvareh, če se noben v ne vem koliko generacijah ni tega počel. Ne. Tako je, ampak moram pa še na nekaj opozoriti, da bi lahko v parih bili pogovori o tistem, kar je boleče, moteče, vznemirljivo v tem neprijetnem smislu, da mora imeti par za to, mora izpolniti neke pogoje, mora imeti dovolj virov, dovolj sposobnosti za to. Lahko se namreč zgodi, da pogovori še poslabšajo stvari.
Tako da zdaj prej sem govoril o teh zdravih družinah, tam praviloma pogovori predstavljajo eno krajšo postajo, potem pa stvari spet stečejo. Izkušnja parov, s katerimi delam v svoji ordinaciji, pa je, da so se poskušali tudi pogovarjati, ampak da so iz tega nastala še dodatna razočaranja. Tako da včasih je tudi za določene pare tako, da lahko nekako ostanejo skupaj bolj na ta način, da pravzaprav sprejmejo tudi, da bo te bližine in intimnosti relativno malo, da je to prezahteven projekt za določen par, da pa lahko nekaj tega dobita v svojih prijateljskih mrežah ali pa tudi v nekih mrežah pomoči, da bi potem lahko skupaj nekako vseeno zdržala. Še posebno, če so otroci še v igri. Tako da s tem pogovarjanjem ni tako preprosto, kot se večkrat tako piše ali pa slišim povsod, da se zdaj to zelo tudi propagira kot nek antidot, recimo temu našemu čustveno manj bogatemu življenju. Ampak tle recimo lahko potem tudi nastopi vloga psihoterapevta, ki lahko pomaga, nudi ta varen prostor, da se dva naučita, ker sam od sebe, to, kar sva zdaj govorila, je zelo težko se tega naučiti, da se ti prvo nekje naučiš v nekem varnem prostoru, da lahko deliš, da je varno deliti, da se naučiš sprejemati vse te težke stvari. Tle se mi zdi, da je lahko koristi zelo psihoterapija. Bravo, to je tisto, kar sem že prej omenil, ta sistem, ki je stalno na preži, to je nezavedni sistem za prepoznavanje, koliko je varno v vsakem trenutku, tam, kjer smo in s komer smo. In če ta osnovni pogoj varnosti ni zagotovljen, potem se zgodi tisto, na kar sem prej opozoril, da tudi dobro namerno pogovarjanje lahko pritisne na to občutljivo tipko ogroženosti in se potem namesto, da bi se našla stik, razumevanje, sočutje, se še bolj znova zahakljava, znova pride do ponovitve na nek način nesporazuma, bolečega nesporazuma in potem še večjega razočaranja in neke negativne spirale. Jaz sem veliko delal z ljudmi in še vedno delam z ljudmi, kjer je to, da bi zmogli se počutiti bolj varni v najpomembnejših odnosih z otroki, z partnerjem, z starši, prijatelji, da je to projekt, zelo zahteven projekt, ki traja leta dolgo. In kot ste rekla, psihoterapevtski prostor je lahko tisti, kjer sploh prvič doživijo, da je možno z nekim človekom priti do te izkušnje varnosti v odnosu. Ja, se pravi, moramo krepiti svojo čustveno zrelost, zato pa ponovadi rabimo pomoč, da se tega postopoma naučimo, potem pa lahko eno izkušnjo moraš dobiti, dovolj dolgo izkušnjo. Tu je ta teorija navezanosti, zdaj precej tudi nam pomaga in vse te eksperimenti, ki so bili narejeni za raziskovanje tega prirojenega sistema. Ta sistem navezanosti pomeni, da regulira ta občutek varnosti. In velikokrat tega ni. Zdaj, če gledate vse te ogromne milijone beguncev po celem svetu in če se poskušamo vživeti recimo v otroke in mlade, ki živijo v teh groznih razmerah, to pusti lahko za celo življenje nepopravljive tudi posledice, da se človek pravzaprav nikoli več ne bo mogel počutiti varno v neki človeški družbi. Ampak tudi to, ko smo prej govorila o prednikih, tudi če mi malo pogledamo, kakšni odnosi so bili za časa vojne, če gremo brati kakšne tele zapise od Milene Miklavčič, ki jih je popisala, ti zelo hitro rata jasen, zakaj je tako, kakor je.
Ja, ali pa stale knjiga, meni je ta ena najbolj groznih knjig, kar sem jih v slovenščini prebral, Alenka Puhar, Prvotno besedilo življenja, njena raziskava o družinah in otroštvu v 19. stoletju. Iz tega branja vsakemu lahko postane jasno, dobro dokumentirane knjige, da je bil glavni vzgojni prijem v 19. stoletju v slovenskih družinah ustrahovanje. To se pravi, da so disciplinirali otroke v ubogljive na ta način, da so jih stalno spravljali v občutek nevarnosti. In na ta način potem vzpostavljali tudi neko avtoriteto. To so počeli v družinah, to so počeli učitelji, to so počeli duhovniki. To je bil tudi javno v tisku in v javnih predavanjih in v teh vzgojnih knjigah celo priporočen način, da otrok se te more bati, če hočeš, da bo zrasel v dobrega človeka. Ja, ampak naš avtonomen živčni sistem ne loči, da je zdaj leto 2023, še zmeraj zelo podobno reagiramo kot 100 let nazaj. Ja, recimo, če greva še k temu razliki med spoloma. Zgodovina ženske je, če gledamo v teh patriarhalnih sistemih, še posebej težka in tragična. In biti ženska je pomenilo biti še bolj na udaru tega, da je bilo treba stalno pristajati na to vlogo drugorazredne. Torej, če gledate, kako so šele v 20. stoletju postopno ženske se emancipirale družbeno, dobile volilno pravico in tako naprej. Ta proces še zdaleč ni končan, in se hitro vrača nazaj, kot vidimo. V nekaterih deželah, kjer je pravica do splava veljala dolgo, nenadoma je ni več in tako naprej. Tako da to, kar so zdaj nujne, te pravice žensk bile vzpostavljene v 20. stoletju, predvsem v drugi polovici 20. stoletja, se spet lahko zgubi. To ni nekaj, kar to moramo vzdrževati, razvijati naprej. Tako da biti ženska, recimo, in se počutiti varno, zahtevna naloga. Recimo pri obravnavanju spolnosti pri ženskah vedno znova vidim, kako zahtevno je priti iz te bazične anksioznosti povezane s spolnostjo. Odkritje, recimo, kontracepcijske tablete, to je bilo včeraj, če tako rečeva. Glavno, kar so stalno ponavljale matere iz generacijo svojim hčerkam, je pazi v zvezi s spolnostjo, da ne boš zanosila, ker če boš zanosila, ne da si poročena, si se ekskomunicirala, postaneš kurba in tvoj otrok bo bastard. To je bilo včeraj. In to je tako še prisotno tudi ko se pogovarjam v okviru predmeta spolnost in psihoterapija na naši fakulteti za psihoterapijo s študentkami, kjer pač v študiju psihoterapije stalno delamo na sebi in tudi, da bi lahko bodoči psihoterapevti delali na vprašanju intimnosti, spolnosti, morajo sami najti besede, biti sposobni podeliti, tako da imamo vaja iz tega, da si študente med seboj podelijo svoje izkušnje spolnosti, doživljanja spolnosti, svojih predstav o spolnosti, kam želijo se razviti v prihodnosti. In lahko vam rečem, da sem vedno znova tako prav ganjan in pretresen, ko tudi pri študentkah, ki so zdaj v 20 letih, zgodnjih 20 letih, vedno znova te zgodbe slišim, koliko je še te ogroženosti med ženskami. Tako da veliko je še pred nami poti, če bomo hoteli v miru živeti še malo bolj čustveno in socialno odnosno, bogatejše in bolj živo in bolj konstruktivno. Pa vendar se mi zdi, da smo na neki prelomnici zdaj, ko lahko marsikaj se ustavi, kar se je skozi generacije
nekako je pa to zelo zahtevno, seveda. Kaj je s to prelomnico, Bog ve kaj, jaz bolj sem mogoče med temi malo bolj črnogledimi ljudmi, večkrat ponavljam tole Žižkovo misel, da ja, saj vidimo luč na koncu tunela, samo pol se nam pokaže kot vlak, ki prihaja z nasprotne strani. Ob vsem tem, kar se dogaja danes na svetu in kako smo to našo civilizacijo pripeljali, kam smo jo pripeljali, se mi zdi, da smo že v enem izjemno zahtevnem in prelomnem obdobju. Kako se bo to izteklo za nas, za to civilizacijo, sem bolj pesimist. Najbrž se bo moralo veliko uničiti in zrušiti, da bi potem se spet nastali pogoji za nekaj novega. Bo pa zelo boleče in veliko bomo uničili tega, kar je tudi izjemno dragocena dediščina naše kulture. Če pogledam, kaj vsem je na razpolago, recimo z enim klikom na internetu, kakšna bogastva vsega mogočega, umetniškega, ja, kaj takega še nihče take ponudbe ni imel. Hkrati pa na tem čudovitem medmrežju prevladuje kloaka, kot pravimo, ne, to se pravi, to, kar je najnižja kvaliteta, torej tisto, kar je kot neka greznica civilizacije. In še ta potem vidik ekonomski, ne, da je to ena ogromna prodajalna. Torej tudi ta medij, ki je bil na začetku mišljen kot medij, ki nas bo bolj povezal, ki bo služil bogatenju naše kulture, se žal deloma je to, ampak ne pa prevladujoče. In kamorkoli pogledaš, od turizma recimo, zdaj pri nas čakajo poletje, kaj smo naredili iz tega množičnega turizma, kako uničujemo najlepše kotičke, oziroma smo jih že delno uničili ali pa zelo uničili, najlepše kotičke našega planeta. Karkoli pogledaš, katerokoli trgovino človek stopi, od hrane do tekstila, vse je nekako podivjalo v smer, kjer se samo za glavo primeš in rečeš, kako je to mogoče, da smo prišli do te točke. Mogoče še eno aktualno vprašanje. Kako gledate zdaj na to zmedo glede spolne identitete, spremembe spolov? Gledam na to, kot da je to tudi del nekih modnih valov. Tema homoseksualnosti, kot veste, je bila tam po tej kulturni revoluciji 68. leta, ki je bila v tem našem prostoru in v ZDA, se je takrat zelo izpostavilo to vprašanje in ta emancipatorna gibanja so dosegla, da je homoseksualnost postala, da se je normalizirala. Ameriško psihiatrično združenje recimo leta 1972, če se ne motim, ukinilo to kot diagnozo. No, vse to gibanje, ki je povezano z geji in lezbikami, je zelo, zelo veliko dalo kvalitetnega za razvoj novih oblik intimnosti v drugi polovici 20. stoletja. In seveda še do danes. Marsikaj se je sprostilo, marsikaj se je razširilo kot možnost v naši intimi, tudi heteroseksualno orientirani so lahko veliko, smo se učili tudi od tega, kar je prinesla recimo ta normalizacija homoseksualnosti. Zdaj smo pa soočeni seveda z tem, od tam 90. letih se je začelo tudi to vprašanje in se zaostruje okoli pedofilije. Danes se dosti bolj zavedamo, kako veliko je tega. Smo pa seveda tudi tukaj v nevarnosti stalno prevelike patologizacije tega pojava, kot se je zgodilo recimo tudi z homoseksualnostjo.
To se mi zdi, da je nekaj, kar je velik izziv sodobnega časa. Drugo, kar se pa zdaj spet pojavlja, pa ta raznolikost seksualnih identitet, kar je gotovo kaže na neko večanje tudi demokracije lahko v družbah, ker demokracijo, kakor jo jaz razumem, je zelo vezana na večanje raznolikosti v družbi. To brez tega ne gre. Zdaj, kaj je tista raznolikost, ki potem preživi test časa in se razvija naprej, in kaj je tista, ki pa pride v nek mrtev rokav, to pa čas pokaže. Zdaj še prezgodaj, da bi lahko ocenili vse to, in moramo biti tudi mogoče pozorni, da je lahko tudi v nečem, kar se zdaj dogaja s transseksualnostjo, predvsej nekega modnega trenda. Jaz imam kar nekaj izkušenj s tem, z mladostniki, ki zelo delajo na tem, da bi spremenili spol, ali so ga že potem. In seveda vidim v teh primerih to, da je občutek lastne identitete v najstniških letih itak tako krhek. Značilnost tega razvojnega obdobja je, da je eno glavnih vprašanj, kdo sem jaz. Kdo sem jaz tudi kot spol, kdo sem jaz, moja identiteta na vseh področjih, recimo tudi kaj sem kot delavec, kaj bom šel, kateri poklic bom izbral, katera družba je tista, ki je res zame. Skratka, to obdobje, kot vemo, je izjemno zahtevno, ker se sprašuješ pravzaprav o vsem in najbolj o tem vprašanju, kdo sem pravzaprav jaz. In na to vprašanje človek lahko dobi odgovor samo postopno, skozi veliko izkušenj, predvsem skozi veliko napak. Tako da ja, tukaj večkrat, ko sem spremljal te mlade ljudi, sem imel močen občutek, da ta velika odločenost in pogum, da bodo spremenili spol, se bo lahko jim pokazala čez nekaj časa tudi kot preuranjena. Ne? Ampak ne vem, to jim bo čas pokazal, tudi jaz si jih še spremljam in čakam, kako bo. Je pa ta občutek gotovo, ne? In da so potem zdaj tudi med mladimi, da se na ta način krepi tudi občutek, sem nekaj. Sem nekaj, če izstopam, sem nekaj, če naredim neko tako bolj radikalno dejanje. To je značilnost mladosti bila od pameti veka. Zakaj je tisto bolj radikalno dejanje, je v enih obdobjih zgodovine naše bilo bolj lahko politično. Evo, zdaj imamo pa tudi, so lahko taka radikalna dejanja. Nekaj bom naredil s svojim telesom, da ga določim za vse večne čase, drugače, kot je mogoče pričakovanje mojih staršev, mojih bližnjih, tudi tako, da jim pokažem, ne morete vi meni reči, kdo sem. Jaz vem, kdo sem. Vi ste tudi strokovni vodja oddelka za otroke in mladostnike. Pa me zanima, koliko vključujete starše, ko delate z otroci in mladostniki, ker se mi zdi, da delati samo z otrokom, ki živi v nekem okolju, je malo tako ne dovolj učinkovito, če starši ne sodelujejo. Ne? Tako je. Preprost odgovor je, vključujemo starše vedno. Velika razlika pa je, kako in kdaj in zakaj. Vsak primer je drugačen. Včasih je treba začeti s celo družino, nadaljevati z njo in zaključiti obravnavo s poudarkom na seansah, ki so skupne. Včasih je tako, da se začne s pogovorom najprej s starši ali pa z enim staršem in se potem nadaljuje lahko z otrokom tudi in mladostnikom samim, pa potem se kombinira s skupnimi srečanji. Če so sorojenci, so lahko srečanja, kjer so otrok sam, ki ima identificirano neko večjo težavo, ampak potem vključujemo lahko tudi sorojence, lahko vključujemo tudi babice, dedke, druge sorodnike. Tako da
delati z otroki in mladostniki je vedno tudi delo z njihovo socialno mrežo. Kot sem pa rekel, v vsakem primeru drugače, kdaj, koliko, s kom in na čem. Pravijo, da danes se nekje tretjina mladostnic želi spremeniti videz z lepotno operacijo. Kaj bi svetovali staršem, kako naj dajo otrokom vedeti, da so dovolj dobri, dovolj vredni, da ne bodo deklice videle rešitve v botoksu, fantje mogoče v pretiravanju s pumpanjem mišic v fitnessu in podobno? Ja, to je zelo zahtevno vprašanje, kajti tisto, kar je gotovo bil trend v zadnjih desetletjih in za starše je to relativno zahtevna novica, da se vpliv staršev je zmanjšal. Če gledate, kakšen je bil vpliv staršev na otroke pred 50-100 leti, so imeli večji vpliv. Danes otroci starši preživljajo relativno zelo malo časa. Potem ta pojav nuklearnih družin, ki je tipičen za drugo polovico 20. stoletja, je zmanjšal število odraslih, ki rastejo v tesnejšem sožitju z otroki in mladimi. Tako da so otroci tudi v tem smislu bolj zapuščeni. In v to, da so starši vedno bolj zaposleni in da je osnovna celica ni več razširjena družina, ampak ta nuklearna družina, je rezultiralo v neki vse večji praznini in zapuščenosti teh otrok. No, in v to noter je zdaj prišla pa ta fascinantna tehnologija zaslonov, ta kokainska zaslonja, ne kot kokain. In seveda zdaj ta ogromni eksperiment, ki smo mu priča zadnjih 20 let, da so postali pametni telefoni, računalniki, bi rekel, za vsak otrok s tem baranta. Včeraj sem se prav, moram to povedati, me je prav šokiralo, da sem šel na tek in tečem mimo mamice, ki vozi na vozičku otroka, ki takole sedi, star, tam še ne eno leto, tam verjetno 9-10 mesecev, po moje še ni bil sposoben hoditi. Tudi njegov govora še ni bilo v smislu besed, ampak In ko tečem mimo, vidim, da ima v rokah telefon, pametni telefon in da mamica mu nekaj govori. Nisem mogel verjeti, sem se prav pol nazaj obrnil. A je to možno? Tako da to se kaže tudi na izkušnji te pandemije covida, da zasloni niso mogli nadomestiti živega stika otrok v šolah, v razredih in na igriščih in tako naprej. Tukaj je ostala rana in to se kaže zdaj v povečanem številu duševnih težav in motenj pri otrocih in mladostnikih. To je bil zame potrditev tistega, kar sem že slutil iz raziskav, ki so bile predtem narejene o virtualnih omrežjih, da ne morejo nadomestiti čist živega stika. Ni vse ali nič, ampak ni pa brez živega stika isto. Tako da, kdo zdaj najbolj vpliva na naše otroke? To je zdaj, če se vrnem na izhodiščno misel, zahtevna novica za starše. Starši vse manj. In to se seveda kaže. Na otroke izjemno vplivajo zdaj ta množična kultura, ki je vsak trenutek na voljo preko teh medijev. Kako to zaustaviti, kako to spremeniti? Jaz mislim, da so tu starši, posebno tam, kjer to postane večji problem, zelo nemočni, zelo nemočni. In da tisto, kar kaže recimo praksa mojih kolegov Alberta Margoleta pa Lea Margole, ki delata že dolgo z skupnostjo staršev, ki zabredejo v tako vzgojno nemoč, da potem ta skupina staršev z rednimi srečevanji, zelo pogostimi stiki tudi preko elektronske pošte, preko četa in tako naprej, tudi preko online pogovorov, da si dajo potem dovolj dolgo neko oporo,
da začnejo postavljati bolj jasne meje in vztrajati, kar se dostopa tiče do vseh teh medijev, ki tako močno potegnejo otroke za seboj. To je izjemno težko. To je tako, kot boj Davida proti Goljatu. Te multinacionalke, to so ogromne milijarde in milijarde vložene vsak dan v to, da bi se našlo še bolj načine, kako zasvojiti pozornost naših otrok. In seveda otroci nimajo še regulacije, da bi znali se postaviti po robu raznim kratkotrajnim zadovolitvam in užitkom, vztrajati v neko smer, ki bi čez čas šele prinesla neko boljši občutek in tako. Tako da to se mi zdi velik problem in ne vem, kako bomo iz tega ven prišli. Pa vendar otrok zrcali obnašanje staršev in problem je že tudi, če so starši zasvojeni, kar smo večinoma danes vsi z telefoni, seveda potem ne moreš pričakovati, da bo otrok kako drugače. No, jaz bi vseeno razlikoval odvisnost od zasvojenosti. Jaz ne morem več upravljati svoje službe, ne da sem nekaj ur na dan na računalniku, ampak nisem zasvojen z računalnikom. Odvisen sem od njega kot od delovnega orodja, ampak čutim veliko olajšanje, ko zaključim delo in mi ni treba več gledati van. Ne surfam kar tako po računalniku in tako naprej. To se pravi, mislim, da nas je veliko takih, ki smo ure in ure na računalniku, pa nismo zasvojeni. Jaz mislim, da je odgovornost staršev za to, kar se zdaj dogaja, še enkrat ponavljam, manjša. Mislim, da je težišče se preneslo postopno iz družine v nek drug prostor in da tam ta prostor zelo vpliva na otroke, na njihove odločitve, na njihove vrednote in tako naprej. In ko gledamo, kaj se dogaja z mlado generacijo, z otroci in mladostniki, jaz vidim, da bolj vidimo zrcalo družbe oziroma te civilizacije, kam je zašla. Ne toliko, da je to v prvi vrsti zašla družina. Družina je del te velike zgodbe, te naše kulture, ki je zašla res v zaskrbljujočo fazo, kar se kaže tudi pri otrocih in mladostnikih. Vse to, kar ste prej govorili, te nove oblike, recimo temu za neke patologije, ki je, lahko bi rekel, mogoče tudi en poskus adaptacije naših otrok in mladih na te nove pogoje življenja. Poglejte, v Nemčiji recimo zelo resno se sprašujejo in delajo na tem, a so motnje pozornosti, ki so postale pandemične med mladimi, res motnje? Ali je to edini možen odgovor na to, kako danes lahko sobivaš z recimo temi zasloni. Da so otroci pač razvili zelo veliko hitrost spreminjanja pozornosti. Jaz vedno znova ponavljam to, kar sem od enega človeka, ki se z marketingom, internetnim marketingom ukvarja, mi je pred kakšnimi 10 leti že rekel, veš, Miran, če mi dosežemo, da za 7 sekund nekdo ohrani pozornost na eni stvari na internetu, to je za nas velik poslovni uspeh. Zdaj pa je že pod 5 sekund. Torej, vse je tako narejeno, da ti moti to osredotočenost pozornosti. In otroci so se na to odlično navadili. Jaz, ko gledam študente svoje, kako oni hitro lahko menjavajo elektronska pošta, ta socialno omrežje, socialno omrežje, pol spet nekam na internet, spet na eno socialno omrežje. Ja, meni bi se zmešali, če bi tako hitro lahko menjaval. Že tako, ker moram vsak dan odgovoriti na 60 različnih povprečno mailov, mi je to en najbolj zahtevnih stvari, delam 2-3 ure na dan samo na mailih, ker pač imam tako funkcijo, to me izjemno razbije, tako da moram po 10 mailov več ne naenkrat, potem malo nekaj drugega, potem se spet vrnem in tako. Tako da to je ta večjo pravilnost, razpršenost pozornosti, to je res recimo nekaj, kar je prinesel ta novi medij.
Za konec eno filozofsko vprašanje še, katera bolečina se vam zdi hujša, fizična ali duševna? Duševna. Duševna je najhujša. Pri fizični bolečini je to, da jo vedno lahko lociraš. To pomaga. Recimo Milton Erickson, ki ste ga omenila, on je imel, kar se tega tiče, veliko smolo. Na prvi pogled, hkrati pa se je pol pokazalo, da je to znal obrniti tudi v svoje dobro. Kot 17-letnik je zbolel za otroško paralizo, poliomielitisom in ostal zaradi tega potem 2 leti na postelji in tako. Ampak se je sam nekako pobral, potem v 50 letih, tako kot je potem to običajno pri tistih, ki so kot otroci preživeli, pa mladi poliomielitis, je bila druga ponovitev. Po tisti se ni več pobral iz invalidskega vozička, je bil privezan nanj. On je imel vsak dan izjemno močne bolečine, predvsem v tem obdobju po 50. letu. In je razvil kup načinov, kako zdaj živeti s to fizično bolečino. Fascinantne načine je pogruntal, ki danes pomagajo mnogim terapevtom, tudi meni, ko se srečam z ljudmi z bolečino, da jim lahko pomagam brez tablet. Recimo on je ugotovil, da če je recimo ga nenadoma zajela ta močna fizična bolečina zaradi utrujenosti, ki je povezana bila z utrujenostjo, da si je še prizadejal bolečino tako, da je močno pritisnil na naslonjalo stola, da si je še povzročil dodatno močno bolečino, ki je prekinila zaznavanje te prejšnje bolečine in je postala bolj obvladljiva. Tudi pri rezanju, danes nisva govorila o zelo pogostem simptomu pri mladih, rezanje. To je neverjetno pogosto. Mi imamo ta trenutek v naši ambulanti, kjer obravnavamo nekaj 100 ljudi, 20% je mladostnikov, skoraj ni takega, ki ne bi prišel tudi zaradi rezanja, poleg drugih težav k nam. Recimo pri rezanju, če vprašaš, če se pogovarjaš z mladimi, kaj doživljajo, predno se zarežejo. Pravijo, da doživljajo na tako mučno občutje, da potem, ko zarežejo, je to olajšanje, ker vejo, jaz si lahko zdaj prizadenem bolečino, fizično bolečino, ampak sem si jo sam in vem, da lahko si povečam, zmanjšam, imam nadzor nad njo. Medtem kot nad psihično bolečino, ki je lahko seveda po kvaliteti zelo različna, ampak zelo mučna, je pa ne veš, od kje in kako, kdaj, zakaj je prišla, kdaj bo odšla. Tukaj je ta element zelo, zelo pomemben in jaz mislim, da duševna bolečina je zelo huda. Še posebno tista, ki je vezana na izgubo in zlorabo zaupanja. Nekaj, kar nas najbolj zaboli, je, ko smo razočarani, ko smo nekomu zelo zaupali, recimo, in mu ne moremo več. Všeč mi je bila tudi misel Eriksona, ki je opisoval, kako je dojemal psihoze, blodnje, ko je prišla recimo ena ženska v ambulanto in je imela halucinacije, da vidi gola telesa, kako resno je vzel te njene blodnje, je napisano eno isto, kot bi zdravnik vzel zlomljeno nogo, zvit gleženj. To se mi zdi tako pomembno, ker tudi sama, ker sem imela veliko težav s paničnimi napadi, me je vedno najbolj... Velikokrat sem si želela, da bi imela raj neki zlomljen, ker bi potem pač bilo zelo jasno, ljudje bi razumeli, da ne morem, da pač... Če je pa navznotri, je pa sej bo že, pa to je vse v tvoji glavi, so samo občutki, kva blodeš. In to, da isto dojamemo, isto resno vzamemo, to se mi zdi zelo pomembno. Ja. Res je. Ta princip, ki ga je imenoval Erikson utilizacija, da karkoli je človek prinesel v ordinacijo, da je vzel kot izhodišče, da ni tega takoj patologiziral, ampak recimo halucinacije, ki ste jih omenila, je vzel tudi, poglej, ona ima sposobnost, da si predstavlja take žive podobe, take ali drugačne. In
kaj zdaj lahko naredim, da bi to veliko sposobnost za haluciniranje ona uporabila tudi zato, da spremeni svojo smer življenja tja, kamor si želi, ker zdaj z določenimi halucinacijami je nekako se vse bolj zapletala in izgubljala in odnose z ljudmi, in ni mogla več delati. A je možno to sposobnost, da bo služila nečemu drugemu? To meni fascinira in vedno tako tudi delam z ljudmi. Vsako stvar, tako kot sem mu res hvaležen, vzamem kot izhodišče, kot sposobnost, kot neko možnost, da postane odskočna deska za tudi anksioznost. Tudi anksioznost, še posebno anksioznost, ker življenje brez anksioznosti sploh ni možno. To je zelo dragocena emocija. Vprašanje je samo, če se z njo zavozlamo, tako rekel, kako odvozlati se in jo izkoristiti za dobre stvari v življenju. Mogoče še kakšna zaključna misel za vse, ki se borimo z raznoraznimi stiskami, kaj se seveda čisto vsak. Ja, mogoče zadnja misel to, da vsak trenutek življenja je izziv in vsak dan, ko se zbudimo, je nova priložnost in nov izziv, da ni tega, da bi se lahko tako udobno prepustili in bo že se vse dobro končalo. Še posebno v današnjih časih se mi zdi, da če pogledamo tudi malo okoli sebe, tudi če imamo to srečo trenutno, da se nam kar dobro godi, lahko v trenutku zagledamo zelo veliko ljudi, ki niso v tako dobrem položaju kot mi. In danes je čas, da če le moremo, če imamo nek presežek, česarkoli, materialni, duhovni, čustveni, da to darujemo naprej, da se zavedamo, da mnogim to, kar imamo, pa manjka. Najlepša hvala, gospod Miran, za Hvala lepa. ta prijeten pogovor. Želim vam eno lepo poletje. Tudi vam enako. Mogoče za konec še misel Eriksona. Dovolite si videti tisto, kar si ne dovolite videti. Se pravi, poglejte tja, kjer je težko, kjer imate odpor, tam se skriva kakšen ključ za rešitve zagotovo. Ja. Hvala. Hvala lepa.